imamo v spodnjih garažah usposabljanje skupine Avin za delovanje v primeru izbruha kužne bolezni. To izvajamo vsaj enkrat letno. Skupina Avin je dobila ime po aviarni influenci, ki je izbruhnila leta 2006. In takrat se je izkazala potreba po taki enoti. Tako da danes imamo v gosteh tudi študente Biotehnične fakultete, kjer jim bomo predstavili delo te skupine Avin. Vsako točko, točke 5. DT1, ki je tukaj za nami, je namenjena čiščenju in razkuževanju vozil. Potem DT2 je logistični del za vse delovne točke znotraj tega žarišča. DT3 je točka specialistična, namenjena, da pomagamo Uradu za varno hrano pri diagnosticiranju, pri terapiji ali pa pri ostalih zadevah, ki jih izvajamo skladno z njihovo odločbo. Potem imamo DT4, to je vhodna in izhodni del, kjer se oblačijo in slačijo, ter DT5, kjer imamo mobilni laboratorij. Za nas kot pedagoge, bodisi na veterinarski kot tudi biotehniški fakulteti, je neprecenljivega pomena, da lahko dejansko obiščemo takšne enote, da lahko študentom predstavimo v življenju in v praksi, kako te zadeve res izgledajo. Kot pedagog lahko v predavalnici samo zadeve ponazoriš s slikovnim materialom, kakšnim filmom, tukaj pa imajo možnost v praksi zadeve preizkusiti. Pripadniki te skupine izvajamo te aktivnosti vsakodnevno, tako da nam ni problem pri teh dodatnih usposabljanjih in vajah. Sodelujemo pa tudi pri pomoči naravnih nesreč, kot je bilo recimo 2014 v Bosni, ko smo šli razkuževati šole, potem ko je voda odtekla, in pa v tej begunski krizi 2015,